Ja, danes smo imeli bolj na kratko, ker ni dosti časa več in tudi tem bomo premakali nekatere za naslednjič. Bom pa povezal te nenavadno kombinacijo tem, ki sem dal idej, s to mislijo, da se svet vrti pravijo okoli denarja. Ta svet, ki se vrti okoli denarja, včasih rečejo Babilon. Torej, strokovno bomo rekli necivilizacija. Torej, to so ti nivoji, ki hipnotizirajo, ki nas vajajo in tako naprej. Vse stvari že dosti poznamo. Potem imamo, torej, prejšnjič sem govoril o antimonopolizaciji. Torej, neprivatiziranje resursov je torej pot do pravice in torej miru. V raj. In ta neprivatizacija velja tudi za duha, torej tudi v duhu si človek, ko ne privatizira več stvari zase, potem temu tudi duh in telo sledijo in se človek osvobodi. In tukaj bom pa zdaj dal torej še nekaj v tej smeri glede neprivatizacije oziroma medsebojne delitve resursov. Prejšnjič je bil 11. september po predavanju. Namreč, torej, ki imamo 3 nivoje eksistence, osebnostni nivo ali znanje ali informacija. Potem imamo dušni nivo ali nivo svetlobe, modrosti in potem imamo 3. nivo ljubezni, sebstva, ki je prosojen. So nebesa. Torej, ko bom govoril o tej zadevi, ki je top secret, razmišljamo in govorimo o njej na tak način, da pretvorimo torej to znanje ali informacijo preko svetlobe modrosti v ljubezen, ki je prosojna. Namreč, nekateri ne verjamejo to, veliko je kontrainformacij glede zadeve, vendar navdihnjen je bil zakon za rekonstrukcijo sistema. Torej ja, vem, da vsi ne verjamejo vanj in ne pač, ampak jaz poznam zadeve tako. Znan ameriški finančnik, ekonomist je imel čas to zadevo najaviti in implementirati. Je imel vse računalnike in osebe pripravljene za nov način bančništva in poslovanja za ljudi. Vendar je potem newyorški policaj, skorumpiran kot mnogi drugi, ga ustrelil. To je bilo 11. septembra. Tako da zakon obstaja. In zdaj smo v hiši tega zakona ali permakulturi tega zakona, ki se udejanja počasi, datuma ni več. Potem gremo torej na nadaljnji osišču sveta. Torej, ti nižji nivoji, smo rekli, se vrtijo okoli denarja. Potem, ampak se pravzaprav svet se ne vrti okoli denarja, ampak okoli v resnici bolj okoli seksa. In tukaj zdaj bi to tematiko spolnosti, ki je zelo zanimiva, bom naslednjič več o njej govoril. Bom pa tukaj samo to namignil, 2 reči, in sicer, da sinovi matere namesto sinovi očetov, torej mamini sinčki, so pogoji, da se lahko krade, kakor se. In tudi, kako lahko, torej, če je moški aktivni princip, kakšna vloga je tle punc, žensk. Torej, ženske iščejo, ali pa pogosto, ja, vsaj ko so starejše, iščejo moške z
z denarjem, a ne? In s tem tudi spodbujajo v tej družbi, da moški kopičijo denar in v tej smeri gredo, ne? Tako da, če bodo punce zaupali, da moški iščejo druge stvari in druge vrste moči, bo potem drugačne in lepše. Potem smo govorili torej tudi o trti, da Jezus je trta. Oziroma tukaj bom še nekaj glede spolnosti samo namignil. Enkrat sem si rekel, torej, Jezus, kako naj ti torej služim, ki vendarle, a ne, imam tudi ljubljenje tako rad, ne. Si Jezus rekel, da se ljubimo med seboj, ne. In torej sem se zamislil in sem rekel, pa saj vendarle seksualna energija je nebeška energija, edina, ki se lahko množi in tako čudovita. Zakaj bi se torej imel to kot nekaj privatnega, torej? Zakaj jo v bistvu ne bi uporabil in hkrati služil Kristusu in hkrati blagoslavljal svet s to energijo, si jo ne delil zasebno, ampak z njo svet umival, dvigal, blagoslavljal, mehčal, navdihoval. Ampak torej te teme smo rekli, bomo drugič naprej. Torej jaz rečem smo, da je trta in mi sadike. Če poznaste vrtnarjenje, ne, torej trto ni potrebno sedaj, da jo posejemo iz semena naprej, da zraste, da čakamo cel proces, da pride do spolne zrelosti. Trto namreč samo odrežemo in lahko potaknemo in imamo takoj nadaljne vojake Kristusa. Ker so 2 ali 3 v mojem imenu, tam sem med njimi, reče torej Kristus, ne. Torej, in resnično moči predsednikovanja, transmisije te tretje cone sveta, očetove cone, se štejejo v trikotnikih. Torej, če nas je 10 zbranih, je tukaj med nami 120 različnih trikotnikov moči. Če smo 4, so 4, če nas je 10, je tukaj že 120 trikotnikov moči, torej silen download luči, svetlobe oziroma navdiha. In torej ta novi vek je Iza vek. Zapremo oči in tam najdemo pot navznotraj. In prejšnjič me je še Mihael nekaj bil vprašal glede tega projeciranja, ki se dogaja torej med predsednikovanjem. Ali torej svojo umazanijo projeciramo navzven. Da, če smo mi na nivoju trebuha, se res torej te astralni trebuhi med nami podajajo in se vse te drame dogajajo. Ko dvignemo pozornost na nivo prve božanske čakre, rečejo v jogi, je tukaj čista projekcija. In smo samo priče luči. Tako. In ko omenjam mojstre, ljudje ne vedo, kdo so ti mojstri, ne. Ti mojstri so bili včasih apostoli in bogovi, grški bogovi, rimski bogovi, ne. To so mojstri, ne. In Kristus pač je Zeus, Jezus, za hec malo tako zamisli, da. Grki so rekli, da bo Apolon, ne. Tukaj imam še ene ideje glede vzgoje, ki bom mogoče naslednjič več povedal o tem. Vzgoja otrok, torej ideja krščanstva samega, torej svet se ne vrti niti okoli seksa pravzaprav, ne, ampak se vrti okoli Kristusa, okoli ljubezni, okoli Kristusa. Torej, in ideja krščanstva je posinovljenje. Torej, naši otroci
preden se rodijo, odvisno od našega akta ljubljenja, kakšno bazo vzpostavi, takšne energije potem prihajajo v igro, takšne duše. Torej, duše vidijo dlje časa, kakor mi, kaj se dogaja na zemlji, kar so v nebesih. In tako da jim je pravzaprav situacija na zemlji bolj jasna, kakor človeškim staršem. Poleg tega prihaja zdaj nove generacije, novi mavrična, mi smo bili indigo, zdaj prihaja mavrična generacija, kristalna in diamantna. Tako da, kakor smo mi njim človeški starši, jih učimo torej teh zemeljskih modrosti in stvari, tako so nam oni duhovni starši, otroci. In tako je ravnotežje med njimi, med nami in otroci. Pravica. Tako da, če jim zgolj nastavimo stopničke, da lahko se stopijo iz nebes v to matrico, v program, v norost tega sveta, lahko ohranijo to budično Kristusovo zavest in niso nikakršno breme, ampak zgolj blagoslov, kamorkoli damo, vsa vrata odpirajo. Tako da je vzgoja nekaj čudovitega, ena umetnost, ko torej očetova vizija postane meso, se utelesi, ker namreč kakršno matrico jim postavimo, to bo njihova realnost, to bo njihova stvarnost. In zdaj bom pa še malo vas spodbudil glede podpisov. Torej, gremo te podpise iskati, narediti, gremo na občine, to je tisto delo, ki ga imamo za narediti. Ni težko, gremo do uradu, damo osebni dokument, damo podpis, gremo na obrat, da vidimo, kaj lahko naredimo, prinesemo sem, pošljemo po pošti. Ni tako težko, ne. Je pa lahko velik plamen na tej fizični, sistemski, necivilizacijski ravni. To bo dovolj.